to je to. A imaš noter? Imamo se. Dobro. Super, se pravi, lepo pozdravljeni, pogovor z Arturjem Šternom, moje ime je Jure Bizjak, tako da lepo me veseli, da sva se dobila, bova kar natočila nekaj najprej. Seveda, pa šel za odšraufati, fajn. Odlično, Jaz. glih prej sem odšraufal, Bravo. sorry, sem mislil natočiti, pa sem se pa izpomnil, da moram počakati. Fino, fino. Ja. Tako da k tebi sem prišel res, ker imaš, to je kakor ljudje pravijo, da človek s kapaciteto, imaš zelo, bi rekel, širok pa globok pole, se pravi, veliko stvari pokrivaš in me zanima tvoj pogled na določene zadeve, a ne, se pravi, če bi rekel prvo vprašanje mogoče, mi smo zdaj pač na Zemelj, a ne, in če gledaš, imaš Venero, Mars, Merkur, vse so puščave, se pravi, skoraj nič ni. Tule imamo pa v bistvu ful življenja, a ne. In mene zanima, recimo, tvoj vidik, recimo, ko sem bil na faksu, sem vprašal profesorja matematike, kaj si misli o življenju izven našega planeta, se pravi, v drugih delah vesolja, a ne. In kaj misliš, da mi je on rekel, recimo? Ja, verjetnost ena, se pravi 100% je, ker pa ne samo na enem planetu, ampak na tisočih, mogoče Ja. milijonih, Ja. milijardah celo. No, vidiš, midva v bistvu isto mislimo, ker je toliko milijard galaksij, pa milijardo sončij, pa planetov, sem jaz isto mislil, kakor pa se lahko vikava. Lahko se vikal. No, super, Ne, super. ne, tikal, če s to hotel. Mislim, tikava se. Koliko si star? Zdaj bom 38. Ja. Pred včerajšnjem sem pa, je bil pa tudi eden tle, so pa tamle snemala, Aha, je bil pa iz Trebanga, je bil pa 56. aha. Tako da, ampak to ima čez drugo No, in lokacijo. to ti čem reči, profesor mi je rekel, da je to neumno vprašanje. Predstavljaš to? Ja, vprašanje ni neumno, ker neumnih vprašanj pravzaprav skoraj ni, ne. Ja. To je nam rekel pa en drug profesor na magisteriju, rekel, kolegi, postavljajte neumna vprašanja, zato Ja. ker take so najboljše, ker odpirajo čisto neke nove stvari, ne. Lahko. Če so pa butasta, to je pa drugo, ne. Ampak neumna je pa to mogoče malo bolj kot žlahtno. Ja, meni je pa rekel, da je neumno vprašanje, ker gleda z matematičnega vidika, sem rekel, zakaj? Ker verjetnost to velika, ne. Ne, on je rekel, zato ker preprosto nimamo podatkov. A je to? A ni to fascinantno? Podatkov, se ne rabiš podatkov, če si Se smo mi dokaz. matematik, ne Ja, rabi podatkov, mislim. matematik rabi račun, pa logiko, pa vse to. A ne, če je klej življenje, a ne, je tudi mogel z nek to pridati. Tudi če je bilo, ne vem, 100 milijonov let nazaj, ko so bili tisti dinozavri, pa so bili sesalci, kakor ne mehne, ne vem, kaj so, miške ali kaj so bile takrat, a ne. Se Neka pravi, rovka je bila pa po dinozavrih, mislim, že ob dinozavrih, to je bil prvi sesalc tam, neke take mičkene zadeve. Oni ne bi pa prosperirali, veš, če ne bi dinozavri izumrli. tako, zaradi tega, ker so tisti izumrli, smo pa mi in dejansko, to me je tako presenetilo, tako razmišlja, razumeš? Jaz isto mislim kot ti, življenje mora biti ful, ampak to je pač tako vse skupaj daleč, da ni variante, da bi sploh kaj, a ne. Ja, mislim, svetlobna leta so, ne, recimo najbližje tak planet, ki ima neko možnost, da bi bilo življenje, je okrog 40 svetlobnih let, se pravi, v eno, po drugo smer je 80 let. Ja, znači, deva malo na zdrav. Čin. Ja. No, in povej tako, če gledaš, kakšen imaš ti, ko ti gledaš na to, se pravi, mi imamo tako srečo, da je toliko življenja tule in nad zemljo in pod zemljo, pa gledaš tiste bumbarje, ki si vse lastijo in ne vem, večina ljudi sam skozi nar vse gleda pa to. Kako ti gledaš to, ne vem, zahodno družbo, kje vidiš ti dolgoročno, da bi se lahko kaj spremenili ali pa da bi začeli bolj z naravo delati, oziroma da ne bi vse na materialnem temeljili. Kako vidiš ti to v prihodnosti, recimo? Veš kaj, se ne temelji, to temelji samo za nekatere ljudi, ki so pač take sorte, ne. Važno je samo, da jih mi ne pustimo čist zvajati, da bi lahko delali glih kar hočejo. Enostavno mora biti ena taka, ne vem, legislacija, neka kontrola, recimo temu demokracija, čeprav demokracija je tudi neumna zadeva, če tako pogledaš, ne. Ker več je ljudi butastih, kot pa pametnih, ne. In če vlada večina, pa vlada butci, ne, če smo malo nasrani.
Ampak kljub temu, še zmeraj boljš, da vladajo večinski, pa bomo rekli, ne tako zelo pametni, pa ne tako zelo sposobni ljudje, ampak še zmeraj je dobrobit večine bolj pomembna, kot pa dobrobit enega samega posameznika, ki bi se pa tam preseraval, pa ne kaj zganjal, pa uničeval vse skupaj. Ne. Če pa gre recimo na Mars pa to pa ni nič slabega, to je pa čisto dobra ideja, recimo. Recimo, ne vem, delajo te vojne pa to, pa se nafta draži vse skupaj. Tle smisel ga ni, mislim. Se nafta bo itak, če mogoče par desetletij, ali pa ne vem, mogoče 20 let, 30, ja. Pa konc z nafto, pa ne bo nič več. Ampak oni se bojo že toliko denarja do takrat nagrabili, oziroma so si ga že zdaj, že pred toliko časa nazaj, da ne rabijo niti več nafte. Veš, oni se lahko zabavajo z nekimi turizmi, pa ne vem kako, pa s tistim denarjem lahko postavijo, ne vem, kakšne umetne razne kompozicije, mesta, kjer češ, ne. Dubaj pa te štose. Ja, ne vem, morebiti tudi zato nafto v luft mečejo tista, da bi bila cena nafte višja, pa da bi šli ljudje bolj na elektriko dolgoročno, ali kva, ne vem, mislim. Se pravim, veš, kakor sončna energija, veter, morje, ne, vse to. To je zdaj samo stvar odločitve, koliko časa to hočejo pa še naprej. Ker to zdaj se te lobije, v bistvu imajo največ denarja še zmeraj, in zdaj bojo še toliko časa to vlekli, kakor se bo dal, oziroma kakor se bo dopuščal. Kaj pa misliš, da bo recimo dolgoročno, ne vem, Kitajska pa umetna inteligenca, da bo to prevladalo nad temi, ne vem, rekel zahodnemu bankirskemu načinom, se pravi, da bo, ne vem, Kitajska dela, da roboti delajo za družbo, ne. Medtem, če pa gledaš Ameriko ali pa Evropo, se pa sam gleda, ne vem, skozi profit vse skupaj, ne. Meni je to toliko neumen profit, ker to ni nič, kaj, zdaj mora pa BDP rast, dobro rast, pa tudi če ne raste, se lahko stagnira, pa glavno, da se razporedi denar. Če bi zdaj denar razporedili med ljudi, kako bi bilo pravičen, ne bi bil noben ne lačen, pa ne žejen, pa samo za to gre. Vzgaj je toliko velik, da res škoda, mislim. Jaz sem že tukaj, recimo, zdaj ki suša, a ne. Bi pa napeljali iz ene Save eno cev, pa magari liter na sekundo, tam, ki je majčkeno bolj sušen, malo bi kapljali in bi se veliko bolj poznali. Tisti liter se ne bi nič prsal poznal, tule bi bilo pa recimo zaradi tega ful bolj vlažen, a ne. In bi tudi s časoma več rastali in ne vem, lahko bi naredili zakone, da morajo ljudje imeti toliko pa toliko dreves na eno površino ali pa nekaj pač, da je kaj od tega denarja, ne, da ljudje jahte delajo, pa vile delajo, pa avte zbirajo, pa so pa prazna stanovanja, ki si naložbo dela in mislim, to bi mogel. Pa z avioni se vozijo na konferenco o varovanju okolja, ne, recimo. In kje vidiš ti v prihodnost, kdo lahko to zregulira? Ali bodo tako kot pri Terminatorju, da bodo računalniki tako močni, ali bo dejansko, ne vem, nekaj se bo mogli spremeniti v prihodnosti? Veš kaj, ene družbe imajo tako, imajo že sami, rekel, družbeni zavesti organiziran, tako da človeka sram, če dela narobe, ne. Tule pa ni. Ja. Tule ni pa nič, tule je bolj spokvarjen, a? Ja, pa tudi ne, končno. Mislim, če gledaš ljudi, koliko so ljudi nategnili, pa ne vem kva, pa tam, mislim. No, seveda, do določene mere, sigurno zakon mora to urejati, sodstvo in vse to. Ampak če pa tam, kjer pa to ne seže, tako hitro, mora biti pa enostavno okolica s svojim pritiskom moralnostnim, pa vzgoja, jasno, ne, novih rodov. Takrat, ko je bil COVID, sem mislil, da so kaj spremenili, a veš. Takrat so vse, rekel, ne vem, zaprli, pa sem mislil, da bi ljudje bolj začeli z naravo živeti. Par let kasneje, kot da nič ni bilo. In dejansko, ja. Jaz recimo sem takrat, sploh nisem čutil tega covida, pa je bilo 2 let, sploh ne vem, je bil. Ja, ti si bil tle, a ne? Sem bil tle, pa sem šel na Hrvaško, tudi doskrat, tam sploh ni bilo nič, tam je bilo normalno vse, nič, nobenih omejitev, mislim, kakšna omejitev že, ampak koliko je bilo pri nas pa. Jaz sem pa takrat v Ljubljani živel, pa sem par kazni fasal, ker nisem bil prijavljen v Ljubljani.
Pa sem pa šel v živalski vrt hodil, ker so se mi živali smile, a ne, in tam je en kakadu, če zdaj videl roza. In sem ga hodil čohat, a ne, sem hodil kakaduje čohat, in pa sem hodil k svinam not v gradu, sem se usedel zraven prasca, pa sem mu futral koruzo. In ta star, ki imaš kakšne une čekane. In zmer, ki je prišla ta stara bliz, je ta star na nopo pizdo. Ne name, až sem zduten zraven. In hotel sem, tako kot imajo z rdečo pando, da se ljudje slikajo pa z unmotivljem. Sem rekel, dajte mene v program, pa bomo karte prodali, da bo živali bolj živele, ne da so tiste are brez perja. Vse nekaj sem dosegel, zdaj ima slon ful več bazen, recimo pa full kamer so postavili. Tako sem slona navadil, da sem šel gor na slona, ni mogla verjeti direktorica, veš. Ker nisem hotel, da me kdo vidi. In sem hodil not in slonica me ni ven spustila. Ker sem bil jaz gor, v bistvu je s stropcem tako naprej pa z nogo, ki je vedela, kje ven hodim. Zato, ker sem hotel, sem rekel, če imajo toliko denarja za stožice, pa toliko betona, pa ni bilo nič s tistim kurcem, sem rekel, šimpanzi imajo DNK, toliko podoben kot mi, dajmo jim narediti, da bodo na travi, 5-metrsko betonsko ogrado, okoli poslikave od Slovenije, da bodo ljudje videli, da bo šimpanz enkrat na travc, pa da bo na potočku, pa da bo po drevesah plezal. Nekaj sem dosegel, ampak se ni čisto tako končalo, sem si zamislil. Dost, da si vsaj nekaj. Ja, recimo v kakaduju so ful plec povečali, are so preč dali, slonici so naredili več bazena, pa ško je ukala divja svina, ki je imela tam male, sem jih jaz navadil, da grejo na zadnje noge, pa mi sklejejo. Ta prednje noge so dali na prsa in takole so mi jedli. Pa so dali pa preč tiste 4 mladiče in una 14 dni je ukala not, v tisti betonski not. In ko sem šel not v tisto luknjo k njej v betonsko, je sam tako delala z nogo, kakor da me hoče užgati, pa me ni, tako je bila razočarana. In pa so dali tisto preč. Nekaj sem dosegel, je pa 50 kamer več zaradi mene. Tako da, ja. Mislim, probam čim več, ne vem, ribnike kopeljem pa tak, da je čim več živali pa to, ne. Ja. Jaz sem pa v mladih dneh, sem pa z vrečkami jabolk šel, s kolesom, se mi zdi, da smo jih takole na balanci, na vsako stran eno veliko vrečo jabolk, ki smo jih imeli na vrtu. In pa smo not šli s prijatelji, ne. Pa smo pa futrali živali razne, pa slona tudi med drugim, ne. A ja, ste not futrali, ja. In slon, ko pride, pa je pa tako jabolk, tako ga je malo objel, z rivcem, pa bil pa hec, včasih sem ga pa hecal, sem ga pa za rivc prijel, ga pa ni mogel skrčiti. Drži... A to uganga prav, tale? Ne vem, kjer je, ne, to je že dolgo, to je bilo že 30-40 let nazaj, 35. In ga primeš za rivc na konc in ne more skrčiti, ne vem kako je to, nima, ne vem. Zanimivo. To sem jaz doživel, zdaj pa ne vem, a je bil tak slon slučajno ali res nima moči, če ga tam na konc držiš. Ne, načeloma ima ful občutljiv tam. Tako občutljiv, da ga boli mogoče, da se lepa zaradi tega. Ja, da ga tako. Zajebanci, a drugače pa smo ga futrali, ne, kot bike. Jaz sem, meni so enkrat ful čevlji smrdeli, ki je bil ful vroč. In me ganga prijela za nogo. Za nogo me prijela, me je odzignila in me dala čevelj dol. Tako me je odzignila, sem imam posnet, jaz imam ful teh posnetkov. Jaz sem vse snemal, sam nisem pa hotel, da me kdo vidi, ker sem rekel, pač, da ima pogodbo napisati, da je to na lastno odgovornost, da je tako pač občasno, da bo to, in ni mogla programa narediti, zaradi tega, ker sem rekel, ker ima prasec slab dan, moraš vedeti not, kako se obnašati, včasih moraš malo prevane, ne moreš biti kar 10 minut not. No in, ja, dobro, nekaj sem dosegel v redu, nekaj je bilo. No. Kaj pa recimo zdaj polet? Greš raj na morje, a si raj kle recimo? Ko je velika vročina, ko je bilo tam čez 30, ne, sem raj škle, sigurno, ne. Pa tudi zdaj sem dejansko že, nisem bil nič na morju od maja, zaradi okoliščin, moja žena ima zmeraj kakšne, mislim ne zmeraj, zelo pogosto ima kakšne stvari, ima svoje lastne kakšne operacije, zdaj je mama umrla in tako naprej in se, tako zdaj se malo doma drži, pa avgusta pa prišel, pa me malo tako pa šla spet.
Fajn, Se super. hitro mine čas. Zdaj sem par mesecev v jama, ne, saj sem povedal. Ne vem niti več, kjer dan je, kjer vikend je, vse je zmešan, tako da. Ja, ne, nimaš kaj. A kaj moraš kaj zalivati drevesa, recimo, kaj suša, ali to nič ne zalivaš? Nič ne zalivam. Mama pravi, da bi zalival trave, pa se mi zdi brez veze, ker vsake toliko časa pride kakšna. Včeraj je padalo, recimo, zelo toča je bila, taka mini, mislim, Aha. skoraj take so bile Celo zrnce. zalil majčkan. Je. Tako, ne, zdaj kar pada. Vse, da je zelen, vse. Ja. Še vedno imaš šrtov, ker mi imamo tako suho vse, da ko hodim bos, lahko kar spraskaš zemljo, veš, kar v prah gre noter, dejansko je tok. Neverjetno. Zdaj se tale tarta recimo je bolj občutljiva, ne, in jih je veliko, se je teh grozdov posušal, ne, a vidiš, ko se Ja, vidim. ta občutljiva, ta je bela, una tam je pa rdeča, je pa dosti bolj odporna, pa tudi bolj se je Aha. razrasla. To je zanimivo. Ali ima pa slučajno mogoče ona več vode, mogoče pod zemljo, ne vem, ampak jaz mislim, da je sorta bolj odporna. Ti, koliko imaš pa kitic zdaj v pesmi, koliko si zdaj napisal? Danes sem napisal že 20 teh prele Wow. in sem prišel do 67.466, nekaj takega. Zdaj bom v glavnem, jutri lahko pridem, ne, do 74 sem celo prišel, se pravi 26 mi še manjka do 67.500, se pravi, da jutri bom prišel do 3/4 nove knjige, do 7. Pogledam. Aha, v redu, vse ok. Jaz sem tudi včasih ful pisal, je imela pač tista prva ljubezen 20 let nazaj, ki zajebeš, ali kakorkoli še pač, so par pesnic napisal in pa sem bil razočaran. Najprej sem napisal eno pesem Hello my darling, hello, did you really love me so? Did you really love me so much? Hello my darling, hello. To se ful lepo sliši, če zapoješ. Aha. Pa naprej, no, v glavnem, pač sem bil razočaran in pa sem pa en vers napisal, če je sreča vsako leto bližje, a je vsak dan praktično neskončen, potem življenje ni minljivo, minljiva je zgolj nesreče končnost. To sem napisal, ko sem bil star 17-8 let. In to sem te zdaj mislil vprašati. Naslednje vprašanje, v Sloveniji je dosti samomorov, a ne. Imaš mlade, ne vidijo izhoda, recimo, ne vem, dobi slabo oceno, doma nima podpore. In ne vem, ali skoči pod vlak, ali imajo tablete, ali se poreže, ali karkoli. Zaradi cele, ne? Zaradi, rekel, mora biti tazga slabega družbenega stanja, ki se zdi, kakor da te ni. A ne? Recimo, koliko je zdaj teh, se pravi, ne vem, društvu pa v praksi številke se nekaj ne spreminjajo, ker je toliko pasti v družbi, a ne. In, ne vem, sem mislil, recimo, ne vem, namesto da toliko se za te plače pa za poslance pa ne vem kva, ker nimajo neke pozitivne sposobnosti, folk pravi, da so nesposobni. Jaz pravim, da so negativno sposobni, ker delajo škodo. Seveda. Nekaj je škodo, da delaš, pa da daješ avtogole, nekaj pa da nič ne delaš, boljše da nič ne delaš, a ne. In recimo, ne vem, lahko bi se organizirali tako, kot delajo za dom starostnikov, bi lahko rekli, bomo delali reklame, ste v stiski, pridite za 2krat na let, vam država financira, boste tam delili s svojimi sovrstniki in se boste boljš počutili in bi marsikdo mora biti kaj preprodal, a ne. Tako pa v bistvu, ne vem, mladi so meni sam se prepuščen, folk še za najemnine nima, če tako gledaš, a ne. Mislim. No, ne vem, kaj bi ti naredil, da bi bilo manj samomorov, recimo? Veš, kaj se to pride recimo tako stanje, ko se človek ne zaveda, da bo boljš, ne. Ko ima občutek, da to ne bo nikoli konec tega. Jaz se recimo dostikrat slabo počutim, recimo tako čisto fizično, ne vem, recimo, ko neham po dolgem pijančevanju, zdaj ne pijančujem, zdaj pač pijem normalno kot človek, ne. Drugače včasih pa zapadam, no, to tako, da kar že zjutraj začnem, pa pol kar
dan za dnem, pa po noč bedim, pa pišem, ali pa tudi ne pišem več, pa sem že tako zjeban. Skratka, niti ne sledim več svojemu lastnemu početju, dnevniku, kar ne pišem, pa tako naprej takrat. Včasih še kaj posnamem, Ja, se vidim na Facebooku. Včasih kakšno Ja, tako ja. dejansko čist, žal mi ni, da kaj objavim tazga, ampak zdaj se ponovadi, se mi niti ne ljubi. Zadnjič sem pil pivo, pa sem mislil, da je bila muha, je bila pa osa sigurno. Me je pišlo v kozarcu, me je pišlo spodnjo ustnico in sem imel tak žnavelj, res, neko cev, kot neka guma, kot prav grozen. In takrat recimo bi se lahko posnel, pa bi bil štos, ampak sem bil toliko slabe volje, recimo, Da se ti ni da se dalo, mi ni ljubil. verjamem, jaz Ja. tudi včasih Ja. zjebam, Ja. danes tudi veš, to ujame vsak dan, to je noro. 5000 ljudi, milijon situacij in to je tisto, ki marsikdo reče, da dosežeš tudi to achieve the rock bottom, recimo lahko je še skala, kamnina, apnenc, pa še to raztopi, pa gre še globit, pa sčasoma, tako da damo razmer gledati, da je topna kamnina, a ni, in To bodeš, a kaj? Ma zdaj vodim, ja, imam angleščino, nemščino, slovenščino in imaš ljudi, ki so, eni so ful počasni, ne morejo hoditi, eni ne zastopijo in ful je na timing narejen, vse na vlake in včasih je ful težko. A Postojnska ali kakšna? Ja, Postojnsko sem šel, ja. In, Vse to, kar luštno imaš. ja, se to je dolga zgodba, ampak Je boljš, da si v vodičku, pa da bi mogel pa rudariti tam, recimo, ne? Se viš kaj zanimivo, da v rudarju recimo, v rudnikah imajo prezračevanje urejeno, ker je umetno, razumeš? V jami je pa, hoče, da je čim bolj natur, je pa veliko slabš glede tega, se pravi, ljudje pridejo not, veliko manj zraka je, veliko več dioksida je, plini se nabirajo in rudarji, kar se tega tiče, so na boljšem. To je zanimivo. To si marsikdo predstavljal, da je v rudniku slab zrak, ampak tam je dovoljen, ventilacija klepa ni, recimo. Tako da, ne vem, se mi zdaj že kar zgodilo trikrat, da se mi je kar kri z nosa vlila, ki se mi ni prej nikoli v lifeu. Ali pa sem bil 3 tedne bolan, recimo, da imam grl čist vnet. Tako da, ni čist, mislim, dobro. Ta kri je tudi povezana po moje s prehrano. Sem imel eno obdobje, 2 leti nazaj ali 3, sem imel tudi, sem bil skozi kri, ampak se mi ni ustavila. Mi je vlila po 2 ure, recimo. Kaj pa si jedel? Zgleda, da sem premalo tega vitamina K, pa to, kaj za koagulacijo, pa tako naprej. V glavnem nekaj bi moglo biti s prehrano. Pa še, bilo je tudi mogoče ta alkoholizacija, ker tudi alkohol ima še dodatne, bi rekel, negativne vplive na to. V glavnem, imel sem probleme, res, permanentno. Samo malo sem se useknil, mi je začela kri liti, ali sem šel pospat, recimo, sem se vlegel in mi je iz čistega miru v leže, pa mi je začela kri teči noter nazaj, ne. Pa sem se zbudil, pa sem bil neprespan, pa sem mogel bedeti 2 ure, to je bilo prvo grozno, vse skupaj, ne. To so recimo take, bi rekel, take zadeve, ki te lahko vodijo do samomora, ne, recimo, kakšnega tazga, ki je bil občutljiv. Jaz priznam, jaz sem tokrat razmišljal o samomoru, ampak ne da bi ga naredil, ampak če bi imel več življenj, ne veš, mislim, če gledaš kot celotno družbo, koliko je enih možnosti, pa kakšni bumbarji kaj delajo, in ne vem, en ima tam, ne vem, mu 30 milijonov odpišejo ali pa 10, en 100 milijonov ukrade ni nič. Ja, pa zabava se, ne, pri njemu ni nič, on se sploh ne sekira, ne. No. En je pa dolžen recimo 10 jurjev, pa se bo pa šel pod vlak. Jaz pa zavarovano zdravstveno ne plačam, je pa vsak mesec toliko pa toliko procentov gor, konec leta imaš pa še 100 evrov več samo z obresti, recimo, pa še če kaj imaš ti zarobil, mislim. In iz tega vidika mislim, življenje je prelep, pa pač imaš živali, sem mislil familijo imeti, zdaj se mi je, ena veza se mi je, mislim, sfrčkala, tako da pač, ja, to. Zdaj imam pa to, da bi rad en debu drevo, en kostan meter debu, ko bom pač umrl, da bom en velik kostan tam, ker kostan ima, drevo ima funkcijo, list ima fotosintezo, proizvaja kisik.
Kaj pa oni bombari tam proizvajajo, nič, mislim, razumeš? En list je več vreden, kot pasivni bombari skap. Koliko imam jaz dreves A. po vrtu, ne, se jih niti ne vidi, ker so dobro, tale dva bora sta ogromna. Mislim, jaz sem naštel še te mala, ki so enih 30 dreves. Ja, se imaš res. Pa še lepa bambus, pa dobro, tale bršlan, vse ga hodi trte, jasno. Ne. Veliko tega, ja. No, jaz 3 leta sem delal za enega, ki je bil generalni direktor Emone 20 let. In je bil star 92 let in on je živel v eni vili na Bledu, no. Je zmagal Hruševar. In on je po Jugoslaviji zgradil Emona, to se pravi, to so naredili vse, portoroške hotele, ni da ni, a ne, Maxi Market, vse, kar Adrijo so rešili, so prašiče vozili z Danske, a ne. In dejansko ni imel dosti veze tudi s politiko, sicer ni bil partijc, ampak je bil tudi močen takrat, da se je družil z Motitom pa s Hruševom. In že takrat govoril od tega Janša, a ne, ki je hotel njegovo hišo kupiti. Janković je bil pa njegov podrejen in je že takrat paradajz iz Srbije švercal, da jih je kot demona prodajal, da je imel več dobička. Rekel, da je bil že takrat en pik zimnar, pa mislim. In po nam taki vladajo, mislim, to je noro. Pikova sedmica je to. Kogo? Pik Zibner, ne? To je Pikova sedemka, to je najnižja karta. To je fora tega, Pik Zibner, ki je govoril, ko mi pa Pik Zibner. Zanj sem ga vprašal Jankovića, ki je bil Ljubljanski maraton, če ve, da je Hrušemar obrl. Še vedno ni. Pa njegov šef je bil 20 let. Pustva ti bombare. Ti, kaj pa te recimo usrečuje tako, ne vem, imaš slab dan, greš laufat ali kaj narediš tako? Včasih sem laufal takole po naravi, veš, dosti. Zdaj me pa kar malo hrbtenica zajebava, pa nekako nimam več te koordinacije tako dobre. Tako da laufam pa po štengah vsak dan, ne. Zdajle sem recimo, nisem glih v vrhunski formi, sem pa v solidni, tako da grem 10krat zjutraj gor pa dol v prvi štuk, se pravi 17 stopnic, krat 10, 17, 170 štenk, ne. To je ena taka čist lepa doza. Trenutno, ne. Kaj pa zapoješ tudi kaj kdaj? Zapojem bolj malo, včasih veliko sem kitaro okoli nosil. Če smo kam šli, sem kar kitaro s sabo vzel, pa nisem nikoli bil dober kitarist, ampak sem tako za žur, da smo skupaj se bolj družili. Recimo, če smo šli na morje, sem sigurno imel kitaro. Zdaj se mi pa ne ljubi več. Mislim, lahko bi še kaj zapel, da, ampak bolj ali manj ne. Kaj pa meso ješ, normalno? Jem. Danes sem en sendvič pojedel z mesom. Si še ostalo ena šunka, sem si fajn naredil. Se jaz ga tudi, jaz sem zmer hotel na samo oskrbo, pa sem v koze, sem dal koze preč. Zdaj imam brace še, sem ostale, zmer težje žival za kolem. In sem prav rekel, pač, ker vegani promovirajo brez mesa. Mislim, jaz bi rad bil sam na sadju, sem ne morem biti, ne vem, rabam, ne najem se, a ne. In sem rekel, če bi bili ljudje za to, da se to zmanjša, jaz bi naredil zakon, 10% mesa, ki ga poješ, ga moraš sam zaklati. Razumeš? In bi tako nekako zmanjšali, recimo, a ne. Ne vem, folk je vse, pa pač, tako da. Se zdaj veliko delajo reklame za te kobilce, pa te što vse. Tisti pa neprebavljiv, a ne? Hitin. Hitin mislim, da ne moreš prebaviti. Kaj sem, po mojega kar